Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in zdaj je čas, da odpremo vrata naše radijske klepetalnice, ki bo danes dišala po pristni domačnosti in inovativni unikatnosti slovenske kulinarike. Z nami Luka Jezeršek, izvršni vodja kuhinj in strateških projektov v družinskem podjetju Jezeršek gostinstvo, mojster kuharstva, somelje, ljubitelj lepega in dobrega, ki pravi, da v kuhinji ne želi filozofirati, ampak svoj navdih išče v klasičnih receptih slovenske kuhinje. Pa tudi prepoznaven obraz masterchefa in še kakšno vlogo bi lahko našli. Ja, Luka, živijo, dobrodošel v naši družbi. Hvala lepa za povabilo in res lepo, da smo se tudi v teh koncih srečali in se slišimo. Ja, prelepa Gorenjska, škofjeloški konec in ne nazadnje tudi tebi precej ljuba in domača Poljanska dolina je v neposredni bližini. Tako, ja. Na nek način je Škofja Loka bila na pol poti med Hotavljami in pa Soro, kjer smo pa živeli. Zdaj, v zadnjih 20 letih sem pa res na Gorenjskem, Cerklje na Gorenjskem, na Brniku, tako da se gibljamo v teh krogih tle okrog. Dišalo bo danes, kuhala bova, sicer bolj z besedami, ne, kot v praksi, ampak tudi do tega še prideva. Če pa začneva kar pri tvojih začetkih, izhajaš iz gostinske družine. Pravzaprav se je v letu tvojega rojstva začela pisati posebna zgodba. Zgodil se je tisti usodni korak, ko sta oče in mama rekla, zdaj imava pa dovolj teh služb, greva pa na svoje in domačo garažo spremenila v sedež podjetja. Zdaj, gostinstvo ni lahek posel, ti si bil pravzaprav rojen v ta svet. Kako pa sam danes vidiš svoj poklic? Zelo zanimivo. Na nek način smo se v vseh teh letih iz neke obrtniške delavnice, če temu tako rečem, preoblikovali v podjetje, kar pomeni, da smo zdaj organizirani, veliko več nas je in tako naprej. Če gledam pa na svoj poklic, pa verjetno sem v njemu zaradi tega, ker sta oče in mama poskrbela, da sta predstavila ta poklic kot nekaj lepega in glede na to, da nisem sam, da smo vsi štirje bratje, sta nekaj naredila prav. Zdaj v nadaljevanju seveda pa z brati to zgodbo peljemo naprej, nismo več v garaži, smo marsikje. Pravzaprav sem vesel in ponosen, da nam je uspel to stvar, ki sta jo 81 zastavila, oče in mama, danes peljati naprej. Predvsem pa v vidu, da to podjetništvo, to gostoljubje, ta hospitality predamo na naslednjo generacijo. Posel ste vključeni pravzaprav vsi, celotna družina, vsi štirje bratje, poleg tebe še Rok, Martin in Jure. Zdaj tale družinska povezava, ne? Včasih lahko prednost, včasih pa tudi ne. Kako pravzaprav vi rešujete vse te poslovno-družinske kreše oziroma, ne vem, ustvarjalni kaos pravzaprav? Vprašanje, ko sem ga ravno kar dobil, velika dobim od recimo temu podjetnikov, obrtnikov, ki imajo na nek način tudi družinsko tradicijo. Mi to družinskost in domačnost in te vezi izkoriščamo sebi v prid. Absolutno smo pa mogli za to veliko stvari narediti, kar pomeni, da smo se mogli dogovoriti, na kakšen način, kako bomo sodelovali, kdo ima pozicijo v podjetju, višjo, nižjo, kakšen je tukaj odnos med sabo. Tudi z družinsko ustavo, ne? Tudi z družinsko ustavo in to je nek dokument, ki smo ga v lanskem letu obnovili. Imeli smo ga že prej, ki pač ni bil pravni dokument, ampak v zadnjem obdobju za te stvari obstajajo podjetja, ki te posedajo, se s tabo pogovarjajo. Je pa treba tukaj predvsem zelo veliko pogovora in dogovora in zdaj tako malo v šali in veliko zares rečem, da se zdaj tudi skregati znamo. Kar pomeni, da si vse povemo in ko vse to mine, pride do tega, da se pokličemo, se stvari umirijo in se potem pogovorimo in gremo naprej. To se mi zdi najbolj pomembno. Je pa ja, družinskost ima lahko velike prednosti, kar jih mi zdaj vsi izkoriščamo. Na drugi strani je pa lahko velika cokla, kjer pa tudi vidimo v marsikaterem slovenskem podjetju ali pa v obrtniški delavnici, da je to lahko težava. Ali pa tudi na koncu v kmetiji. Ste si pa štirje bratje, lahko rečeva, na vašo srečo precej različni, ne? Zanimajo vas različna področja in kljub temu, da ste včasih malce bolj na glas zaprli vrata, pa da so tudi sosedje slišali, kaj ste se pogovarjali, uspeli najti vsak svoje področje, ne? Na katerem se pa odlično dopolnjujete. Ja, to je prednost tega, da kot podjetje enkrat zrasteš,
kar pomeni, da dobiš zraven še sodelavce, ki so kompetentni na svojem področju in znotraj te velike družine, te velike ekipe najdeš tudi pozicijo, ki tebi odgovarja. Mi smo vsi, da se razumemo, hodili v gostinske šole, kar pomeni, da ta poklic poznamo, smo se v njemu izobraževali, potem v nadaljevanju je pa vsakega zanesel malo v svojo smer. Recimo Martin kot najmlajši je postal direktor, ki mu zelo leži ta poslovni svet, Excel, matematika, vizije, kako naprej, neke te strateške odločitve. Potem je tukaj Jure, ki je bik po horoskopu, on tiši naprej nove kupce, zdaj ta trenutek je na Dunaju, išče, kako bomo kaj drugega, kaj drugačnega naredili. Potem imamo tukaj Roka, brata, ki je pa mogoče malo drugačen, malo bolj v ozadju, tudi veliko ljudi ga na nek način mogoče malo ne pozna, ampak nič hudega, pač tako je, ki pa mu odgovarja zelo tehnično področje in tako naprej. Jaz pa sem zdaj tukaj prepleten s televizijo, ki mi vzame na leto kar nekje 6 mesecev in na drugi strani z nekimi strateškimi stvarmi in odločitvami, predvsem na strani mogoče bolj catering dejavnosti. Tako da znotraj tega vižamo, se usmerjamo, se počutimo dobro in ko ti nekaj pade na pamet, se lahko začneš pogovarjati in mogoče presedlaš tudi kam drugam. In na ta način uspešno peljete naprej zgodbo, ki sta jo zastavila oče in mama, ne? Iz vaše garaže danes Jezerške najdemo na dvoru Jezeršek, na Blejskem gradu, pivnica Union, gostilna na gradu, tudi Tagenbrunn v sosednji Avstriji, ne? Kakšni so izzivi na tem področju? Kam vas pravzaprav še lahko zanese, če odmisliva catering, s katerim pravzaprav potujete po celem svetu? Iščemo na dnevnem nivoju ali pa na tedenskem nivoju iščemo nove lokacije, predvsem iščemo lokacije, ki nam bojo zapolnile mrtvo sezono, to je po novem letu, pa tam recimo do velike noči, tako da je to trenutno nek fokus. Absolutno pa prideti še bolj v mednarodno sceno, kar se tiče catering dogodkov, kar se tiče pa poslovnih enot, pa jaz mislim, da ne mine teden, da ne dobimo na mizo neko ponudbo za gostilno, restauracijo, nek lokal, nek grad po Sloveniji in tako naprej, ampak smo se trenutno odločili, da seveda to vse preučimo, ampak da moramo iti izven meja, ker moramo narediti ta korak. Pač kakorkoli, slovenski trg je velik kot je, se to tisti, ki v njem delajo, zelo dobro vejo, ampak ja, usmerjeni smo v to, da rastemo, ker edini na ta način lahko ta podjetniški duh raste, sodelavce lahko na ta način povišaš oziroma dobijo novo funkcijo. Mogoče pa tudi čez leta mi stopimo malo na stran, pa nekdo drug vstopi v to zgodbo. Na vsakem koraku pa ste in ostajate promotorji pristne domače slovenske hrane. Kakšen izziv je to, glede na to, da z njo potujete pravzaprav po vsem svetu? Pa ne samo izziv, ne nazadnje tudi odgovornost do vas in vašega dela, pa ne nazadnje do Slovenije in slovenske tradicije. Ja, predvsem, ker smo znotraj Slovenije, ko delamo te dogodke in znotraj restauracij, poskrbimo, da je zelo močen slovenski podpis, kar se tiče kulinarike. Je pa recimo zanimivo, ko greš delati čez mejo, seveda oni tudi želijo imeti svoj podpis, kar pomeni, da na avstrijskem Koroškem dajemo v ospredje njihov podpis, ko delamo, ne vem, recimo v Udinah, damo italijanski podpis, tako da tukaj pač naročnika poslušamo, kakšna je njegova želja in seveda se treba pač temu prilagajati. V Sloveniji pa absolutno lokalne dobavitelje, lokalne recepture in jih na nek način implementirati tako in drugače v te naše ponudbe. Toliko za začetek o družinski zgodbi, v nadaljevanju pa seveda našega tokratnega gosta, Luko Jezerška, spoznamo še po tisti bolj osebni plati. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Luka Jezeršek, kuharski mojster in prepoznavni obraz Masterchefa, ostaja z nami. No, če sva na začetku predstavila zgodbo vaše družine, pa se zdaj lahko dotakneva tvojega dela. Sam naj bi pred, 18 leti tam nekje prevzel dvor Jezeršek, kjer sicer zdaj živiš, ampak si kaj hitro ugotovil, da to baje ni zate, ne? Prevečkrat v isto kuhinjo, prevečkrat v iste prostore. Ja. Kako ti je bilo to takrat razložiti družini, da hočeš, naprej, da hočeš drugače? Jaz mislim, da od začetka so me malo tako čuden gledali, ampak ja, če pogledam svojo karierno zgodovino, jaz sem bil ustvarjen, ali pa mi, vsi 4 bratje smo zrastali gor v cateringu. To so bili dogodki, nove lokacije, protokol, zanimive stvari. Takrat, če ni bilo recimo teh socialnih omrežij, jaz pravim, mi smo bili na dogodku in čez 3 dni je prišla, neka revija ven in so bile slike, ampak mi smo bili že kar tam. Nam je bilo to nekaj normalnega. In to je tudi verjetno razlog, da smo mi ostali v tem poklicu. Čist drugačna je pa zgodba recimo temu a la carte, gostilna restauracija.
Tam si pa vsak dan zelo monotono, lahko zelo hitro to postane. Pa jaz se malo hecam, da velikrat lahko pride kdorkoli, ne vem, kjer predsednik ali pa najbolj znana oseba v tvoj lokal, še zmeraj je prišel k tebi. In mi smo zrastali gor z cateringom, z temi dogodki, to je tak mal nomadski, mal ciganski posel, skozi se seleš, skozi nekje razvlečen, ampak je pa zanimivo, ker si posod drugod, vsakič je drug namen, vsakič je druga publika in to je nek drive, ki se mi je verjetno zapisal v DNK in na ta način radi ustvarjamo, da si skozi nekje, da je nov izziv, novi dogodki, nova pričakovanja in to je ta stvar, ki nas jezerške dela drugačna je mogoče kot pa od vseh ostalih. Je stres v bistvu tudi motivator, ne glede na to, da delaš na terenu, kjer ne veš, kakšno bo vreme, ne veš, kako se bodo vmes premislili. Je en tak prav poseben, pa bova rekla, kar način življenja, ne? Ker to pravzaprav ne more biti samo trenuten stres. Ne, absolutno, to ti more dati energijo za naprej, da te malo rajca, če sem zelo iskren. V primerjavi z pač a la cartom, z gostilno, in to je tudi recimo verjetno v velikih primerih gostinskih družin, da otroci ne nadaljujejo zgodbe, je to, da je, ne vem, mama bila za štedilnikom, oče za šankom in to je bilo dnevo dan enak in tako naprej, ne? In te rutine se je marsikdo mogoče najedel in zato več ne pogleda v gostilno. Jaz poznam družine, ki sploh ne vstopijo več praga, ker si mi je to pač prešlo čez. Ta stres je pa skozi prisoten, predvsem pa mogoče stres v tem smislu kreativnosti, da ti naročniku pomagaš narediti ta dogodek drugačen. Kaj je njegova želja? Njegova želja je, da so gosti zadovoljni. In zdaj moramo vsi skrbeti, da te goste zadovoljimo in pa je tudi naročnik zadovoljen. In potem jih, ne vem, pelješ na večerjo na Zajlo, jim z viličarjem pripelješ mizo na letališče, ne vem, jih posedeš na vlak, na letalo. Kje je pravzaprav meja? Kakšne zgodbe nastajajo tako v zakulisju, naj si bo v kuhinji kot tudi, ne vem, v pisarni, ko razmišljate, kako obrok postreči? Absolutno ni na nek način hrana v ospredju. Jaz pravim, da dober krožnik je v našem poslu danes 30, mogoče 40%. Vse ostalo okrog se mora zgoditi. Kako prideš na dogodek, kakšna je luč, kakšen je ambient, kako se počutiš, temperatura, kdo te pozdravi, na kakšen način. A imaš ti vmes preveč časa, pa imaš čas slajdati po telefonu, kar pomeni, da se dolgo časaš. Kako sodelujemo z naročnikom, kako sodelujemo z glasbeniki, z voditelji. A ne, to je pravzaprav cela izkušnja, ki pa na koncu prinese 100% zadovoljstva. In če tukaj vsi ne brcamo v isto smer, se nam potem stvar zaplete. In imeli smo recimo en lep primer otvoritve redne linije Zagreb-Dubaj, na kateri je naročnica rekla, vsi moramo delati, da bo na koncu dober. Ker zakaj ljudje letijo z nami? Ne zato, ker iščejo najcenejšo povezavo med točko A pa točko B, ampak zato, ker je gor doživetje, ker je gor storitev. In v tem smo mi dobri, v dobri storitvi. Ker tisti, ki prije k nam pa reče, za nafutrat, v narekovajih imam toliko pa toliko ljudi, ni to najbolj zanimiva stvar za nas. Kako pa doseči drugačnost? Jo pa ja, absolutno iščemo v prostoru, kjer se to dogaja, v namenu, v dejavnosti, ki jo ljudje imajo, podjetja, karkoli in potem pridemo do nekega dobrega rezultata. Vse počasih tudi zalom, seveda se. Ja. Moramo biti iskreni. Kar je pa naša slaba lastnost, je pa to, da nimamo popravnega izpita. Ne? In to velikrat tudi podjetnikom, obrtnikom rečem, ne? Jaz ne moram reči, pridite še enkrat v ponedeljek zjutraj, bomo še enkrat isto skuhali, pa boljše se bomo potrudili, ampak mi nimamo popravnega izpita. Ne? Jaz, ki peljem avto na servis, pa mi reče, Lučka, daj še enkrat pripelje. Mi ne moramo nikamor več peljati. Mi smo naredili, kar smo naredili. Ne? Zato je ta predpriprava na same dogodke, pa raziskovanje naročnikov, gostov in tako naprej zelo, zelo, zelo pomembna. Kako prav pa pridejo izkušnje iz otroštva? Ne vem, ko ste starši hodili po takšnih catering dogodkih, pa kot mulci potem raziskovali skrite hodnike, menda celo vozili šleparje. Marija, kaj smo vse delali, res. Po mojem v Ljubljani poznam vse te najbolj pomembne stavbe, bolj kot iz ospredja, ampak v zadja, kje je lift, kje je kakšna stvar, kako se pride v Cankarjevem domu, v zaodrje, gor, dol. To je bila pač neka stvar, ki nam je bila takrat zanimiva, oče nam je to pustil, da smo to počeli. Istočasno smo tudi delali in zato bili plačani, kar se mi zdi zelo pomembna stvar, da na koncu, ko sem imel recimo 18 let, sem imel denar, da sem si lahko kupil avto, zaslužen denar. Ne? Tako da ja, lokacij pa res
res ne vem, kje nismo bili. In to je mogoče ta čar, ki te na koncu driva, da v tem še ustvarjaš. Najbolj nenavaden dogodek do sedaj, ki ste ga ustvarili, pod katerega ste se podpisali? Enkrat je bilo ful zanimivo, ker smo bili nekje na Krasu in smo imeli office, mi temu rečemo to, kjer pripravljamo neke stvari in smo recimo delali v Mrliški vežici. Ni bila še posvečena, kako pač zgrajena je bila, ampak je bila temu namenjena. Tako da ja, na letalu smo bili potem zelo velikrat na poti iz Prince of Venice, iz Slovenije v Benetke in iz Benetk nazaj recimo. Tako da teh lokacij res neomejeno in na leto mi naredimo preko 2000 dogodkov, takšnih in drugačnih in je ful zanimivo. Ja, bomo kakšno o teh zanimivih zgodbah rekli še v nadaljevanju, zdaj pa je čas za kratek glasbeni predah. Na stežaj, Sorina radijska klepetalnica. Luka Jezeršek ostaja z nami in zdaj se bomo posvetili še televizijski pedagoški karieri. Si prepoznavan obraz Masterchefa, zdaj zraven si od samega začetka. Kako je Masterchef pravzaprav vstopil v tvoje življenje? Pop TV je iskal šefe po Sloveniji, šefe, ki imajo nek določen čas, da lahko ustvarjaš Masterchefa. Potem smo se poiskali, se začeli zelo intenzivno pogovarjati, malo smo se testirali, kako ti paše pred kamero, kako ti jezik teče in tako naprej, kaj je tvoja strokovnost, kakšna je. In smo se zelo hitro najdeli. Takrat v prvi ekipi smo bili Karim, Alma in pa jaz. S Karimom sva še vedno. Zdaj se malo hecava, da imava najdaljši neprekinjeni staž na televiziji, ne glede na vse voditelje, ki so v Sloveniji. Zamenjali se v tem času. Tako da tam sem pristal, rekel sem si, lej, če kakšno sezono naredimo, bo super. Ta trenutek pa ustvarjamo že 12. sezono, tako da sem res že dolg tam. Nje mi pa super, predvsem zaradi tega, ker zakaj se ne naveličam, pa mi ni ta medijska pojavnost toliko zelo pomembna, ampak bolj to, neverjetno sem navdušen nad ljudmi, ki so se celo življenje izobraževali za zdravnike, farmacevte, za mizarje, za ne vem kaj, in da potem enkrat reče, ma jaz bi šel pa probati nekaj drugega. Tudi jaz kdaj pomislim, da bi šel probati kaj drugega. In tukaj je pa neka možnost, da ljudje pridajo, se izpostavijo, se veliko naučijo in ta pedagoški vidik v tej zgodbi mi je tudi zelo, zelo pomemben in fajn. Po drugi strani pa to zelo velika promocija našega poklica in na ta račun imamo verjetno v Sloveniji toliko polne gostinske šole. Tudi zaradi tega bom tako rekel. Zdaj ljudje prihajajo na Masterchef z veliko različnega znanja. Tudi na kuharskem področju lahko kot laičen gledalec rečemo, da zelo rasturajo. Zelo rasturajo. Z leti ta znanja rastajo in pravzaprav včasih pride nekdo, ki ti omeni neko jed, ki jo sploh ne poznaš, ker svet kulinarike je tako zelo velik in je nekdo poznavalec, ne vem, neke kulture, neke kulinarike in pravzaprav je svet kulinarike tako zelo ogromen, da je iluzorno pričakovati, da bi ga lahko razumel v popolnosti in do konca. Se mi zdi pa bolj pomembno, da tukaj razumeš tehnike in pravzaprav, ko enkrat tehnike razumeš, lahko pravzaprav ustvarjaš vse jedi tega sveta. Tako da ja, pridejo pa znani takimi, da prav, kje ste se pa vi skrivali? In to je neka oseba, ki se je skrivala za 4 zidovi svojega stanovanja, svoje hiše in potem enkrat reče, zdaj pa bom in zdaj pride in se pokaže in to mi je tako dobro. In potem stopi pred vas z vsemi svojimi idejami, z vsemi plusi in z vsemi minusi. Na vas pa je potem, da znate to pravilno zbalansirati, da ostane ta želja po kuhanju. Kakšen izziv je pravzaprav biti sodnik, da si hkrati kritičen, odgovoren do svojega poklica in svojega tekmovanja, pa ne nazadnje še spodbuden kot pedagog? Ni tako lahka naloga, ker vse te 3 komponente so res zelo, zelo pomembne, ampak moja osnovna želja je pri vsakem tekmovalcu, da mu uspe. In tudi, ko načrtujemo izzive, poskušamo biti realni, Po drugi strani se pa moramo zavedati, to včasih gledalci pozabijo, da to je tekmovanje. Na koncu zmaga tisti, ki je najboljši. Recimo letošnja sezona, pa Barbara, ki je iz teh koncev, pa Miša. Ljudje bi Barbari dali pokal, ker pač taki smo Slovenci. Jaz sem imel tudi veliko željo, da bi njej uspel. In Miši. Ampak na koncu krožnik pove svoje.
To je pa tista stvar, ki nekaj poješ, pa te navduši, ali te pusti hladnega, ali te pa celo razočara. In tukaj sestavljamo točke in na koncu pač zmaga. Moja vloga v Masterchefu je biti sodnik. Absolutno pa med samim kuhanjem ga poskušati usmeriti, mu kaj med vrsticami povedati. Je pa vprašanje, kdo je na drugi strani, koliko te je sposoben sploh poslušati v tistem stanju. Kako pa je s tem okušanjem jedi? Tako tekmovalci, kot seveda tudi gledalci, gledamo pozorno v obraze vas sodnikov, ta poker face večino časa ostaja na vašem obrazu. Kako pravzaprav vse to skupaj izgleda? Ker precej hrane se poje v tem primeru. Veliko hrane se poje, največkrat imam vprašanje, pa ga lahko zdaj tudi tukaj odgovorim, mogoče, a se okuša hladna? Absolutno se okušajo hladni krožniki in pa vedno rečemo, da naj pripravijo 2 krožnika in takoj, ko zaključimo z kuhanjem, gremo mi to probat, ker pač na drugi strani mi moramo vedeti, da mi ustvarjamo televizijo. In to, kar mi povemo in so neki bližnji posnetki in tako naprej, se mora to nekje ustvariti in zato pač potrebujemo čas. In ta proces je pač tak, kot je. Nikoli pa ne zavijamo neki v celofan, neki drugače in ne, ker pač na koncu je najboljši. Je pa tako, veliko krožnikov, veliko kombinacij, veliko nenavadnih kombinacij, ker ljudje mislijo, da bo kaj skrbšlo, pa da bojo odkrili toplo vodo. Ne vem, če jo lahko še odkrijemo. Tako da to. In na koncu je kakšen dan treba tudi kakšen brinovc piti. Je kakšen krožnik, ki ti je ostal posebej v spominu s tisto kljukico, ta recept potrebujem, oziroma tole bi pa, če imaš še kaj tam v kakšni polki ali pa loncu, bi pa še, ne? Ja, absolutno, kar veliko se jih je zgodil. Od prvih sezon do konca. Ena je bila takrat Darko, ki je naredil to dvojno juho za vstop. Potem letošnjo finale je bilo, mislim, neverjetno, ali pa zadnjih 5 final je neverjetnih. Potem en sendvič z briošem, pa noter je bil foie gras in tako naprej. Res ogromno dobrih rižot, pašt, tako ful dobro in sem ful ponosen, da sem lahko del tega in da to imam kot neko izkušnjo za sebe. Koliko rezerve pa imajo še pri ocvrtem piščancu, tvoji najljubši jedi? Ja, to je pa tudi kar misliš, se sam pohana kura, ni tako zelo enostavno. Ja, ima pa en tak, to je ena od teh kultnih jedi, ki ima straho spoštovanje, tako kot recimo krokambuš, pa še kakšna, je tudi ocvrt piščanec in se kar pritihotapi vsako sezono na nek tak in drugačen način. In ja, dober ocvrt piščanec je pač dober. In kdo ga najbolje pripravi? Imamo kar nekaj dobrih gostiln v okolici Ljubljane. Tega se nikoli ne lotevam doma sam, ker je nesmiselno. Ampak mogoče je to eno dobro gostilno, za eno dobro družbo, naročiš, zraven kakšen dober špricar spiješ, poješ in greš domov. In potem doma samo še uživaš, zdaj, če sva že doma, kako pa je v vaši domači kuhinji? Kdo gre pogosteje za štedilnik? Ti, žena, skupaj z otroci? Smo kar tam v nekem sorazmernem deležu. Moja žena Aleksandra dela od doma, kar je zelo velik plus tudi zaradi vseh teh voženj otrok. Ampak vmes zastavi neko jed in tako naprej in potem, ko pridemo, res poskrbimo, da je kuhano. Tako da sva kar tam, jaz tudi rad skuham. Ravno včeraj zvečer žena dela za računalnikom, cukor bi, nekaj bi sladkega. Vse ko super, bomo en šmoren, in sem šmoren spekel. In so bili vsi zadovoljni, jaz sem to rad naredil, zadišali, tako malo hladno je od zunaj. Tako se mi zdi fajn, da tudi radi dobro jemo doma. Zdaj ti si rasel gor v kuhinji, z brati ste staršema vedno znova malo pomagali, kakšno stvar poskusili. Kako pa je s tvojimi 3 najmlajšimi? Radi kuhajo, pridejo zraven za štedilnik, ali so bolj navodila, danes bi pa makarone, danes bi pa krompir, danes bi pa bilo to za kosilo? Zdaj ravno prihajamo v to obdobje, 12, 9 pa 5, da se že kaj skuha. Urhce, recimo zjutraj od umešanih jajc, pa tako, da so ta prava tekstura, pa da je to tako, kot mora biti, pa sem ga naučil in tako, da radi dobro jejo, kar mi je super. Sin je imel pred kratkim prvi šolski dan in si zamislil, da gremo nekam v eno od naših restauracij na Ljubljanski grad, zato, ker imajo tam eno dobro maslo, pa dober kruh. Imam občutek, da postajajo gurmani, na kar sem pravzaprav ponosen. Ne, da to zdaj sliši se, da so zdaj fini, ker pač bi radi nekaj boljšega jedli, ampak samo odpiramo pravzaprav ta kulinarični svet in to se mi zdi najbolj pomembna stvar, da kot starši ne omejujemo svojih otrok
In to je recimo en tak zelo lep dokaz, ko pridemo kdaj s kakšnimi družinami v gostilno, ko mama že kar naprej pove, kaj bojo otroci pojedali. Ampak mogoče daj jim liste v roke, menije, pa ne pogledajo, kaj tam noter je. In potem pristanemo pri kulinarični zaprtosti, da potem pa jemo res samo ocvrto, pa pomfri, pa kečap zraven. In to pa postajamo kulinarični invalidi na tem področju. In zato skozi skrbim, da se nam širi ta vidni kot. Tudi to mi je bilo zanimivo, ko si nekoč dejal, da pri vas doma nimate za nič jedi, ampak da otrokom poveš, da nekaj mogoče ni dobro, da jim ne paše, tako. Ni pa to za nič. Tako. Pol recimo tam malo ga zdaj na finto vržemo, ker nekaj tole pa ne bom, tole pa ful dobro za mišice, in se tudi vse poje. In tudi v šoli recimo so navdušeni nad šolsko prehrano, radi to jejo, radi grejo na kosilo in to mi je ful pomembna stvar. Da imajo otroci tisto širino, da poskusijo, tudi če jim ni všeč, pa da vendarle vedo, da obstajajo tudi drugačni okusi, kot so čips, pa zelje, pa meso. Pa kulture, pa drugi vplivi. Zdaj se vse meša. In zakaj ne bi probal dobrega sušija, zakaj ne bi šel tja, in na koncu, zakaj tudi ne skuhati dobro pečenico, pa zelje, pa krvavico, ko pride čas za to. Tako, in ta je zdaj pred nami. Nekaj pauze, potem pa rečeva kakšno tudi o zelju, pečenicah, drobnjakovih štruklih na žup in še kakšni domači jedi. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Pri hrani, dobri, domači, slovenski kulinariki ostajamo o današnji radijski klepetalnici z Lukom Jezerškom. Prej sva ostala pri domačih jedeh. Kako zelo pomembna pa je vam ta pristna domača kuhinja? Omenila sva prej že zelje, pa pečenice, krvavice, za naš konec značilne drobnakove štrukle na žup, ki jih nenazadnje promovira tudi oče, Ja, zelo. Pa drobnakova potica, to je spomin mojega očeta na njegovo mamo, neka taka poljanska specialiteta ali pa posebnost. Zelo pomembne so nam te stvari. Predvsem, kaj bi tukaj rad poudaril, je to, ker se veliko pogovarjamo o okusih naših babic. Mi vsi bomo enkrat babice. In pravzaprav jaz to ful na glas govorim, kakšne okuse mi ustvarjamo, da bojo postali okusi babic. Kaj mi prenesemo naprej, kako mi gremo v te stvari naprej. In ta tempo življenja, ki ga pač vsi imamo, tudi jaz, nasili v to, da bomo pač to počasi zabrisali. In če mi ne bomo na tej točki delali češplovih cmokov, pa če mi ne bomo delali doma, štrudlov, pa če ne bomo delali potic, pa če ne bomo delali teh nekih res naših stvari, potem se bo to zabrisalo. Mi lahko ful govorimo o slovenski kulinariki, samo če bomo nehali kuhati, je konc. Absolutno nisem zdaj proti temu, da zdaj pa ne smemo narediti nekaj azijskega, nekaj mehiškega, nekaj skandinavskega. Seveda je treba tudi to narediti, ampak ustvarjati moramo okuse naših babic. In s tem imamo po mojem kar veliko težavo. Vsi mi skupaj. Če ne bo doma dišalo po jabolčnemu štrudlu, ga ne bo nihče čez 20 let ne pripravljal, kaj šele jedo. Tako. In ta trend, če gremo v tujino pogledati, je pač trend tak, da bomo doma sam še pogrevali. V New Yorku, ko sem bil, v stanovanju ni več kuhne, ker pač noben ne kuha. Je eno okno, kjer je noter kafe mašina, umivalnik, neka pečica za neki pogret in je to. In to je tista največja škoda, ki jo pri nas še lahko obdržimo. Zdaj se bom navezala kar na potico, po kateri je poznana tvoja mama. Vedno je največji užitek bil peči potico doma, ker smo kot mulci lahko potem oblizali uno žlico. Pa štrukelj dober na koncu. Kako pa si ti recimo s potico pa s takimi zgodbami? Tukaj moram pa pohvaliti mojo ženo. Moja žena je prišla v Jezerškovo družino iz meščanske družine, kjer pomeni, da so oni zelo zanimive jedi jedali. Ker kakorkoli obračam, po mamini in po očetovi strani smo prišli iz kmečkih krogov in v bistvu naši jedilniki doma niso bili nič posebnega, ali pa zelo kmečko osnovo, ali pa osnovo so imeli. Mi smo kulinarično zrasli zaradi tega, ker smo imeli take naročnike, ker so imeli take želje, to so imeli in tako naprej. Ampak mi ne. Moja žena recimo pa prišla iz meščanske družine, kjer so imeli pa ful dobre jedi, ful dobre recepture imajo še vedno. Ampak moja žena ni veliko doma kuhala, zdaj recimo ima pa super idejo in se dobi s prijateljicami cel dan v kuhno in zdaj je 6-7 in skupaj pečejo potico. In vsaka svoj model prinese in to neki doprinese k temu, da se ta kultura širi. In tudi, ko gledam ljudi, ki prihajajo na delavnice, ful veliko je mladih.
Zato, ker rečejo, moja babica je pekla potico, jaz se bom tudi tega naučila. In tudi ogledi na tem YouTubeu, če greste pogledat od mame Sonja, vsak praznik zraste za približno ogledov od 5 do 10 tisoč ogledov je. To pomeni, da ljudje doma pečejo. In veliko ljudi reče, sem gledal, sem jo pripravil in sem jo na koncu tudi spekel uspešno. Pa ne samo potico mame Sonje, omenil si že te kuharske tečaje, kar precej zanimanja je. Zelo zaželjeno darilo so recimo tudi te tečaji za rojstne dneve, za posebne priložnosti. Kaj pa tebi in seveda tvoji ekipi to pomeni, ne? Da imate vedno razprodane te tečaje, pa naj si gre za meso, za sladko, za karkoli? Res, v preteklih dneh sem imel še 2 delavnice žar, zadnji utrinki tega poletja še, ampak zelo mi je zanimivo, da ljudje tako radi pridejo na tečaj. Pa imamo recimo vse tehnike so na spletu, vsi triki so, vse je že posneto. Ampak ljudje radi pridejo, zato ker je to neko doživetje. Ker ni samo poglej, skuhaj in pojej, ampak pridejo, si vzamejo čas, vzamejo prijatelja, mamo, prijateljico, prijatelja in karkoli in pridejo in se tam neki nočijo in je fajn in je dober. In ja, mi imamo preko 40 različnih tečajev na naši akademiji, preko 2000 do 3000 ljudi na leto pride na te tečaje, takšne in drugačne in je res zanimiva osebina. In včasih, ko imam čas, grem kar na kakšnega zraven malo sedeti pa poslušati in veliko dodatnega znanja dobim. Je prednost, ne vem, tvojega dela in tvojega načina razmišljanja tudi to, da prisegaš na, pravzaprav lahko rečemo, preprostost. Ne, ti praviš, da v kuhinji ne maraš filozofiranja. Ne. To recimo čisto enostavno, res. In potem te okuse povežeš, jih malo nabildaš in je super jed. Enostavno, dober kos mesa, dobra predloga in to je to. Pa dober kozarc vina. Pa je pika na i celotnemu večeru. Zdaj, če pozabiva na pohanega piščanca, tvoja najljubša gorenjska jed? Navdušuje me gorenjska prata. Zato, ker sem prišel v Cerklje, na nek način mi o tem koncu ne poznamo toliko. In mi je tako zelo zanimivo, da so ljudje ful v tistem okolju navdušeni nad to prato. Moja mama jo naredi, ful jajc gre noter. In res, ko dobiš dobro prato, je res dobra stvar to. Tako da pravzaprav jo nikoli ne delam, zato ker mi jo ponovadi sosed prinese od svoje mame, ampak bom se jo pa lotil, zato ker bi jo rad, ker je lokalna jed, jo prenesel na svoje otroke. In če sva zdaj že pri hrani, hrana je tudi en tak povezovalen element, ne? Če je nekdaj omogočala preživetje, pa sitost, pa dajala energijo za delo, je danes pogled na hrano precej drugačen. Pomembno je, kako hrana zgleda, pomembno je, kaj zraven spijemo, ne? Še bolj pomembno pa je, v kakšni družbi jo pravzaprav pojemo. Kako pa bo se po tvoje razvijal tale odnos do hrane vnaprej? Kako pomembna bo, kaj jo bo moralo spremljati, da nam bo ta zanimiva, da nas bo ta pritegnila in dobila tisto pozornost, ki si jo pravzaprav zasluži, ne? Pa jaz mislim, da imamo mi zelo veliko srečo, da živimo v takem okolju, kot je. Ta lokalnost dobi dober konc sira, dobi dobro mesnino, dobro zelenjavo in tle loka in okolica je s tem res bogata. Te stvari privleči k sebi, se samo lotiti mogoče ene jedi, jo postaviti v prijetno okolje, v dobro družbo, zraven najdeti dobro pijačo in poskrbeti, da se pravzaprav ljudje lepo imajo. In to je zelo velika z ženo doma narediva, veliko vaba domov, veliko se potrudiva, najdeva neko temo, malo raziskuješ, greš nekaj kupiti, pa je to zdaj lahko francosko, lahko je azijsko, zanj sva delala samo prigrizke, hladne jedi in tako naprej. In mislim, da je to stvar, ki nas bo vlekla skupaj, kakorkoli obračamo v nadaljevanju, pa kaj si želim? Želim si to, da ljudje ne pozabijo, da je dobro za jesti, ful dobro, da v tem uživajo. Razumem pa tudi ljudi, ki jim to ni okej, ker jim to nič ne pomeni, ker so to pač kalorije, ki jih dajo sebe, ampak pač jaz jim rečem, pa z vsem spoštovanjem, kulinarični invalidi, da so to, ne. Saj jaz sem pa lahko nekje drugje invalid. Tako, vsak na svojem področju. Zdaj jesen je tisti letni čas, ki je bogat z različnimi pridelki in tukaj je morda na mestu tudi apel, ne, da smo do teh pridelkov odgovorni. Zdaj, če jih pridelamo sami, nanje verjetno gledamo drugače, sicer pa ste v gostinstvu Jezeršek tudi promotorji odgovornega odnosa do hrane, ne. Kako pomemben pa je ta del v današnjih časih, ko imamo, če rečeva kar po domače, vsega polnorit? Ja, statistika nam ni v prid, zato ker smo v zadnjih letih povečali zavrženo hrano kar za 2 kg, kar pomeni, da imamo tle velike izzive. Pa jaz mislim,
da se na nek način bo, po mojem, ali pa tak, mislim, da je teren, da ljudje radi stvar pripravijo, jo shranijo, kot je to zdaj neko konzerviranje, priprava ajvarja in tako naprej, ne zdaj cele ozimnice. Ampak moja žena je ful taka in rada te stvari pripravi in neke domače napitke in kambuče dela in tako naprej. Je pa treba seveda to širiti, da bo še kdo več to vzel za svoje in na ta način pravzaprav poskušamo, da bomo čim bolj odgovorni do tega, kar pravzaprav imamo. Sej najlažje je vzeti ribje palčke, pa jih pripraviti, pa reči, jedel sem ribe, lahko jih greš pa kupiti, pripraviti in na koncu tudi pojesti. In uživati v njihovem okusu tako počasi, v vsej njihovi polnosti. Ne? Hrana je tista, ki bi nas morala upočasniti, pri kateri bi se morali dol usesti in se ji bolj posvetiti, ne pa jo jesti spotoma. Ne? Tle smo v gostinci slabi, pa to še mogoče, da če zdaj imamo mi radi klobaso, pa zelje, pa ne vem kaj, pa če gremo na dopust, ne vem, v Dalmacijo nekam, mi je pa tudi ful pomembno, da skuhaš tisto jed, ki je tam, da vzameš tiste sestavine, da ne nesemo sabo vse kuhano, pa pol isti meni jemo, ampak da je tudi tle treba narediti preklop. Zelo podobno, kot rečem, dol pijem travarco, pa pošip, pa tako naprej. Če te steklenice prenesem dam, lih tako, kot sem jih prenesel, ostanejo doma. Zato, ker pač v tistem okolju ti nekaj tako paše. Ali pa če greš na sever, vzhod, zahod, kamorkoli. In zato morda velja razmislek za konec, da moramo biti tudi pri hrani radovedni, do nje spoštljivi in si jo privoščiti. To, pa obiskovati tržnice, pa jed pogledati, ko greste na potovanja, jed pogledati lokalno hrano, pogledati, kaj je, danes imamo čet, ti vse vam zmeče in jed raziskovati in najdeti neki. Vse je težko, ampak na koncu je pa ful dober. Pa si tudi upati nova sezona Masterchefa? Jo, absolutno, dobrodošli. Se že malo zapira, ampak po mojem so še malo vrata odprta, da kdo še noter vstopi. Tako. Ful je dobra izkušnja, res. Noben ga ne bomo griznali. In če zdajle našim poslušalkam in poslušalcem dava še en hiter jesenski namig za kakšno dobro kosilo, za kakšen hiter snack? Najdete eno dobro krvavico, jo dati v pečico, zraven zelje zastaviti in daš na tako temperaturo, da jih lahko v nedelo hmaš in kad dan prideš, je to vse pripravljeno, sam na mizo zložiš. To so moje naslednje sanje. Naj se čim prej uresničijo. Luka, tebi hvala za tale današnji klepet. Verjamem, da še kdaj nasvidenje in druženje pred našim mikrofonom. Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa dober tek, če ste ravno pri kakšni malici ali zajtrku. Hvala za prijeten klepet in sproščen pogovor.